Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalce ob vstopu v mesec junij, ki napoveduje obilico dogodkov, ki so nam po volji ali pa tudi ne. Velik dogodek je vsekakor zaključek 9-letnega šolanja za osnovnošolce in dileme, ali so se prav odločili pri nadaljnji izbiri. Na trnih pa so tudi dijaki zadnjih letnikov, ki morajo z maturo, včasih smo ji rekli zrelostni izpit, dokazati svojo zrelost. V dokazovanju zrelosti pa je padla na izpitu naša vladna. Kdo bodo prihodnji izvoljenci ljudstva, pa se bo izkazalo verjetno na julijskih volitvah. In o čem bo tekla beseda v današnji informativni oddaji? Na tiskovni konferenci SDS med ostalimi temami tudi o evropskih, državnozborskih in lokalnih volitvah. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici samostojna razstava keramičnih skulptur Ljubice Zgonec Zorko. Malčki iz bistriškega vrtca preizkušali svoje spretnosti v naravi. V Slovenski Bistrici gostoval partizanski pevski zbor iz Trsta. Ljubitelji starih avtomobilov, motorjev in koles tudi letos postavili na ogled svoje ljubljenčke. V policijskem poročilu med ostalimi dogodki okraje denarnice in dokumentov iz župnišča v Slovenski Bistrici. V športu tokrat o 3. mestu bistriškega judoista Matjaža Ceraja za celinski pokal ter o šahovskem festivalu veterank in veteranov. V rubriki Lokalne novice o opisani paleti dogodkov na Bistriškem. V petek, 30. maja, je občinski odbor Slovenske demokratske stranke Slovenska Bistrica v sejni sobi občinskega odbora sklical tiskovno konferenco, ki sta se je udeležila Žarko Furman, novi predsednik občinskega odbora stranke, in državni poslanec Jožef Jerovšek. Na konferenci sta spregovorila o načrtu dela občinskega odbora SDS in političnih dogodkih v občini in državi. Uvodoma sta povzela nedavno volilno konferenco, na kateri je bil za predsednika občinskega odbora stranke izvoljen Žarko Furman. Novi predsednik je povedal, da se zaveda odgovornosti in dediščine, ki jo prevzema potem, ko sta občinski odbor vodila Milano Zimič in Jožef Jerovšek. V zadnjem času beležijo povečanje članstva, tako da se število članov stranki na lokalni ravni približuje številki 300. V nadaljevanju sta komentirala še evropske volitve in rezultate 7. volilne enote oziroma drugega okraja, ki pokriva območje upravne enote Slovenska Bistrica. Dosegli so enega najboljših rezultatov v volilni enoti, saj so z 28,02% zbranih glasov prihiteli volilna okraja Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice. Bežno sta se ustavila še v prihajajočem referendumu in povzela razloge za zavrnitev zakonske novele. Sicer pa je občinski odbor na to temo pred časom v Slomškovem domu pripravil posebno omizje oziroma tribuno. V nadaljevanju sta spregovorila še o prihajajočih državnozborskih in lokalnih volitvah, na katere je stranka povsem pripravljena. Evidentirani kandidat stranke na državnozborskih volitvah, ki bodo predvidoma v sredini julija, je dosedanji poslanec Jožef Jerovšek. Dokončna odločitev o kandidatu oziroma kandidaturi pa je v pristojnosti organov stranke. Za jesenske lokalne volitve je stranka evidentirala 4 možne županske kandidate, in sicer Danico Sagadin Leskovar, Milana Ozimiča, Primoža Rajha in Žarka Furmana. Stranka bo na volitvah zagotovila tudi potrebne kvote in zadrgo. Občinski svetnik Jožef Jerovšek je ocenil tudi sodelovanje v koaliciji na občinski ravni in o tem poudaril, da je bilo sodelovanje sicer korektno, vendar pa niso bili povsem zadovoljni z nekaterimi kadrovskimi rešitvami, kjer ni bilo pričakovanega usklajevanja. Prepričan je, da njihova stranka ni imela dovolj vpliva na kadrovanje, zaradi česar so bili rezultati na posameznih področjih slabši od pričakovanih in kažejo na določeno kadrovsko podhranjenost na posameznih segmentih. V petek, 30. maja, je v bistriškem Graslovem stolpu postavil na ogled svoje keramične umetnine Ljubica Zgonec Zorko, sicer vodja Centra za domačo in umetnostno obrt v Slovenski Bistrici.
Umetnica je doslej sodelovala s samostojnimi ter skupinskimi razstavami doma in na tujem ter prejela številne nagrade. Keramične skulpture Ljubice Zgonec - Zorko predstavljajo na slovenski likovni sceni zanimivo popestritev, predvsem zaradi tehnološke in motivske specifike, saj se ukvarja z eno najzahtevnejših ter hkrati najstarejših uporabno-obrtnih in umetniških zvrsti. Likovna motivika umetnice je že od samih začetkov njene ustvarjalnosti povezana z vodo, enim od 4 filozofskih elementov, pri čemer črpa navdih predvsem iz fosilov školjk, kjer prevladujejo oblike spirale. Valovi časa, kakor je svoje skulpture poimenovala Zgonec - Zorkova, spominjajo na podvodne arheološke najdbe, ki so izgubile svojo prvotno obliko, vendarle valovi časa v sebi nosijo globoko sporočilo. Dogodek je obiskal tudi minister Dejan Židan. Oceno o razstavi je podal likovni kritik Mario Berdič, v svet čarobnega zvoka pa je obiskovalce popeljala psihoterapevtka Lučka Ungar z gongi. Prav poseben dogodek pa smo zabeležili v petek, 30. maja, tudi v vrtcu Otona Župančiča, enoti Ciciban, kjer je potekal sklepni del projekta Malček v naravi. Malčki iz vrtca so vse leto pridno obiskovali naravo, imeli orientacijske pohode, se učili osnovnih veščin preživetja v naravi ter nasploh v stiku z naravo spoznavali njeno bogastvo in varovanje. Na sklepni del projekta se je prijavilo 12 družin. Skupaj s svojimi malčki so ustvarjali v delavnicah, poslikavali majice, iskali skriti zaklad, se igrali s padalom, izdelovali vetrnice, kurili taborni ogenj, pekli kruh in se odpravili spat v šotore, ki so jih postavili skavti. V soboto, 31. maja, je Slovenska Bistrica gostila partizanski pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta, ki neprekinjeno deluje že 42 let. Prvi dirigent in ustanovitelj zbora je bil leta 1972 Oskar Kjuder, nekdanji partizan, nasledila pa ga je Pia Cah, ki zbor vodi še danes. Glavno poslanstvo zbora je prenašanje izročila NOB in odporniškega gibanja, ohranitev partizanske pesmi, posredovanje idealov miru, bratstva in enakopravnosti med narodi. Za njimi je več kot 1000 nastopov, tako doma kot v tujini. Ime pa si je zbor nadel po tržaškem partizanu in narodnem heroju Pinku Tomažiču, ki je pod streli okupatorjev padel leta 1941.
Prav tako v soboto, 31. maja, je Motoklub Klasik Slovenska Bistrica že tradicionalno postavil na ogled avtomobile, motorje in opremo ter rezervne dele častitljive starosti. Sejem pa je bil, tako kot vedno, dobro obiskan. Klub je bil ustanovljen leta 1997 z namenom, da bi združili ljubitelje starih vozil tudi iz sosednjih krajev in občin in vzdrževali ter ohranjali tehnično dediščino. To jim je tudi uspelo, saj je članov vedno več, med njimi tudi podmladek, uspelo pa jim je urediti tudi tehnični muzej v neposredni bližini Bistriškega gradu. Lastniki so tudi na sobotnem sejmu ponosno razkazovali svoje dvokolesne in štirikolesne ljubljenčke, se pomenkovali z obiskovalci ter tu in tam tudi kaj prodali. Pa ne svojih ljubljenčkov, temveč kak kos opreme in rezervnih delov. Marsikdo pa si je ob pogledu na častitljive jeklene veterane verjetno zaželel tudi kaj podobnega. Policisti in kriminalisti Slovensko-bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 25 kaznivih dejanj, od tega 14 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari in 7 ostalih kaznivih dejanj. Kebelj. Neznanci so iz brunarice pri vrtcu odnesli voščene barvice, s katerimi so porisali fasado šole, prevrnili zabojnike in cvetlične lončke. Škoda je zabeležena tako v vrtcu kot šoli. Brezje pri Oplotnici. Tukaj so policisti obravnavali nasilje v družini. Storilcu so odredili prepoved približevanja določenim osebam ter delovnemu mestu in naslovu oškodovanke. Nasilnež pa bo moral stopiti tudi pred sodnika. Nasilni dejanji pa so policisti obravnavali tudi v Slovenski Bistrici in na Leskovcu, kjer so izrekli nasilnežu prepoved približevanja, sledi pa kazenska ovadba na sodišče. Zgornja Polskava. Občanka je ovadila svojega bivšega partnerja zaradi nasilja in groženj, sledila je prepoved približevanja osebi, kraju bivanja in delovnemu mestu. Storilec je bil tudi kazensko ovaden. Pragersko. Policisti so obravnavali kaznivo dejanje znanega storilca, ki je ukradel kolo in 2 viličasta ključa, zato sledi kazenska ovadba na sodišče. Vrhole pri Slovenskih Konjicah. Ob delovišču avtoceste je neznani storilec vlomil zabojnik in rezervoar delovnega stroja. Slovenska Bistrica. Pretekli teden so bile pristojne službe obveščene o onesnaženju potoka Bistrica, gasilci pa so zajezili nadaljnje onesnaženje. Policisti zbirajo podatke o krivcu, obvestili pa so tudi okrožno državno tožilstvo. Za 320 evrov škode je neznani tatič povzročil občanki, ko je kar v župnišču izmaknil denarnico z dokumenti in denarjem. Neznani storilec je vlomil v bencinski servis in odnesel hrano. Razgor pri Žabljeku. Neznani storilec je občanu s traktorja snel gozdarske klešče, škode je za 1000 evrov. Pragersko. Storilec je vlomil v poslovni objekt, vendar so ga policisti prijeli in mu vzeli prostost, sledi pa tudi kazenska ovadba. Štartenberg. Oškodovancu je nekdo ukradel oblačila, denarnico z osebno izkaznico, bančno kartico in 500 evrov gotovine. Vrhole pri Laporju. Neznani storilec je poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo, pri čemer je poškodoval vhodna vrata in podboj vrat. Škode je za 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 21 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 19 plačilnih nalogov in začasno vzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Policisti so obravnavali še en samomor, delovno nesrečo, opravili 3 hišne preiskave in obravnavali manjši požar. Judoist Impola Matjaž Ceraj je na tekmi celinskega pokala v Madridu osvojil 3. mesto v kategoriji nad 100 kg. Uspeh je dosegel z dobrim nastopom v repesažu.
Celjan je v svoji skupini najprej premagal Italijana Alessija Macetija z Iponom, na enak način je bil uspešen tudi v dvoboju z Egipčanom Alo Abdom Amrom Islamom. V polfinalu se je pomeril s poznejšim zmagovalcem, Ukrajincem Stanislavom Bondarenkom, ki je našega borca prav tako premagal z Iponom. Ceraj si je nato tretje mesto priboril zmago v repesažu proti Čehu Mihalu Horaku. V nedeljo 1. junija je na Zgornji Poskavi potekal 16. odprti šahovski festival veterank in veteranov Slovenije starih nad 50 let. Turnir je potekal v organizaciji turističnega društva Viničar Zgornje Poskave. Sicer pa več v pogovoru z idejnim očetom tega festivala, Silvom Krepsom. Letošnjega ste tu organizirali pod dokaj pomenljivim, zanimivim geslom z šahom proti demenci. Tako je, tudi taki naslov smo dali, ker je to resnica. To je dokazano, da šah deluje proti demenci. Predvsem tisti, ki se dosti ukvarjajo s šahom in igrajo šah in študirajo kombinacije, imajo veliko možnost, da po 60 letih ne postanejo pozabljivi, tako zvana, da jih ne doloti se demenca. In mislim, da je lepo, da se ljudi vključujejo v take igre in čuvajo svoje zdravje, ker zdravje je pravzaprav največje bogatstvo. Povejo še nekaj o današnjem turnirju, o organizaciji in pa seveda o rezultatih. Ja, današnji turnir je bil zelo dobro obiskan, moram povedati, 105 šahistov je bilo tukaj, med temi tudi 3 dame. Rezultati so bili prepričljivi, resno tisti, ki smo računali, da bodo dosegli te mesta, so jih tudi dobili, ker so bili tukaj mednarodni mojstri, FIDE mojstri in mojstrski kandidati. Tako da lahko rečem, da ni bilo nič pričakovanega in da so si te, ki so te prva mesta osvojili, druga in tretja, zaslužili tudi to. Kdo je bil najuspešnejši med domačimi lokalnimi šahisti? Ja, med domačimi lokalnimi šahisti mislim, da bi tu zdaj težko povedal, ker nisem pogledal tabele, zdaj nimam točnih podatkov, ampak mislim, da je tu bil Jurič Milan iz Zgornje Poskave in iz Pragerskega Vidonja Vlado. Ob koncu samo še tole, povejte nam, koliko let je štel najstarejši udeleženec teh veteranskih šahovskih festivalov? No, leta 2012 je bil najstarejši udeleženec star 102 leti iz doma Danice Vogrinec, ki je izmed 110 šahisti zasedel 100. mesto. Tako da je bil zato lahko za njega veliko uspeh, no letos pa imamo najstarejšega starega 85 let iz doma Idila, mislim, da je. Festivala so se udeležile tudi predstavnice nežnejšega spola? Ja, tako je. Udeležile so se 3 predstavnice, ena gospa iz Šentjurja, ena iz Velenja in ena iz Ljubljane. In mislim, da so se kar dobro upirale moškim, ki so po titulah višjega ranga, ampak se niso pustile, so kar dosegle kar lepe uspehe. Spoštovani, iztekel se je informativni blok redne tedenske oddaje, sledi pa ponovitev ene od pogovornih oddaj Vezni člen, zato vas vabimo, da še malce posedite pred vašimi malimi zasloni. Upajmo, da nam bo konec tedna naklonjeno vsaj vreme in da bodo sončni žarki pregnali viharne dogodke, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Pa srečno do prihodnjič.